Pozdravljeni, gospod Gojc, zelo me veseli, da ste se odzvali. Srečali smo se zato, da poveste, kako vi razmišljate o konoplji, kako razmišljate o represiji in pa legalizaciji. Lepo prosim. Ja, torej moja razmišljanja segajo, bom rekel, že 40 let nazaj, ker sem že kar nekaj časa na svetu, ko sem imel takrat 17-18 let in seveda smo morali vse te stvari preizkusiti, ravno tako marihuano, hašiš in te zadeve. Seveda takrat je bilo malo drugače kot danes. No? En del razmisleka o legalizaciji seveda je odveč, namreč mislim, da bi že zdavnaj morali pravno regulirati uporabo bolnikom, ki jim lajša tegobe bolezni. Drug del je pa ta razvedrilni del uporabe marihuane. Problem današnjega časa napram tistim 40 letom nazaj je ta, da danes je dejansko ogromno nekih umetnih substanc pridanih in to je velik problem. To vem tudi strani strokovnjakov, spremljam te zadeve. V mojih časih so bile te stvari zelo naravne. Domačica je bila domačica, tukaj v Ljubljani je bila poznana Barjanka, zelo znana je bila Gorenjska, ki je bila kar močna, seveda, ki se je matrala v planinah in tako naprej. In je tukaj zopet potreben razmislek. Jaz sem absolutno za to, da se regulira pravno tudi to in legalizira seveda uporabo tudi v te namene, skratka rekreativne, ali kakorkoli že imenujejo. Seveda pa je stvar treba še dlje pomisliti. Tako kot je že v 70 letih napisal znamenit psihiater Milčinski, eden od 3 znamenitih Milčinskih, skratka je napisal tudi pomisleke. Seveda je bil on za legalizacijo pod pogoji. Namreč, danes otroci vidim, da preden grejo v šolo, si enega spohajo. Jaz ne vem, če se da potem v redu slediti pouku. Preden greš za volan, tako kot ni primerno in koristno popiti, spiti alkohol ni primerno, si enega spohati pa iti za volan. In tako naprej. Skratka, tukaj je kar nekaj stvari, ki jih bo potrebno in verjamem, da se bo bodoče tudi uredilo tudi po tej pravni plati. To skrivanje in kriminalizacija je pa seveda prinesla dosti groznega in slabega. Namreč na ta račun si polnijo žepe mimo davkarije samo, bom rekel, kriminalne združbe, država nima nič od tega. In če bi bilo vse to urejeno, o čemer sem prej govoril, pa še marsikaj drugega, potem verjamem, da bi lahko... Pravzaprav davkoplačevalci plačujemo zelo veliko za namen prohibicije konoplje. Točno to, ja. Pravzaprav, ja. Tako, davkoplačevalci krijejo vse stroške, vseh posledic, ki jih prinaša, bom rekel, zdajšnja regulacija, pravna regulacija o konoplji. Konoplja pa je pravzaprav zelo razširjena med ljudmi, tako da prohibicija več kot očitno ni uspešna. Ne funkcionira, ja. Točno tako. Pa tudi verjetno je kakšna družina razpadla zaradi kazenskega pregona, kot je primer Janka Pirca. Tudi te posledice je verjetno treba upoštevati. No, teh, bom rekel, razlogov za legalizacijo je seveda obilo ob seveda teh, bom rekel, razmislekih, ki so potrebni ob tem, na kakšen način te stvari urediti, zato da bo vse prav, da ne bo prihajalo v bodoče tudi do takih stvari, kot so tudi te socialni momenti ogrožanja družin. In konec koncev, danes je pravzaprav na oblasti moja generacija, ki je dala to vse skozi. Mi smo pač ta generacija takoj po hipijih in takrat je bilo to nekaj normalnega. Danes je pa spet to, jaz ne vem, ko otroci se igramo v enem piskovniku. Bom pa še eno stvar rekel. Druga stvar je pa, kjer pa naj bojo mladi oprezni, namreč, ko se pa zgodi legalizacija, je pa treba tudi razmišljati, na kakšen način in vzrok, zakaj se država odloči za tak korak. Veste,
poznam španski primer, pa še kak primer, ne. Namreč, ko hoče država otopeti mlade, da ne bojo več aktivni, da ne bodo več spremljali, kaj se jim dogaja v življenju, skratka, da potem prideš do situacije, ko pride prijatelj reče, ti poslušaj, a veš, da so spet uvedli hora legalis, pa z deklico se ne smeva poljubiti na ulici, ne, pa si ti, ali so ga stari, ne me pasati, super. Skratka, taka tovrstna otopelost in tukaj morate biti pa mladi previdni, da vas ne bi peljali ženih čez lužo. Ste vedeli, da enotna konvencija o drogah iz leta 1961 nikoli ni prepovedala konoplje za industrijo in hortikulturo? Torej, vrtičkarstvo, samooskrba s konopljo po tej konvenciji nikoli ni bila prepovedana. Je bila vprašljiva, ja. Ja, ste to vedeli? Ja, seveda, ja. No, sej, skandinavske dežele, ki jih dostikrat si dajemo za vzgled, so te stvari regulirale že zdavno, no, že v tistih mojih mladih letih. Veste, poznate verjetno vsi te način turistične, bom rekel, koristi, ki jo ima Nizozemska s svojimi coffee shopi in seveda tudi neka regulacija, ne. Oni pa tudi, bom rekel, na področju zdravstva in pa uporabe med domačimi, skratka med prebivalci Nizozemske, je seveda bil velik upad, ker pa mnogim več to ni zanimivo, ne. Zanimivo je, ko je prepovedan. To je sladko. Zakaj pa mislite, da je farmaciji v interesu, da na tržišče daje sintetizirana zdravila iz konoplje, ki imajo dokazano stranske učinke, medtem ko naravna rastlina konoplja teh stranskih učinkov nima? Meni so odkrili, bom drugače odgovoril, pred časom pretirano količino vsebnosti sladkorja v krvi. In sem se pozdravil brez farmacije. Vse, kar so odziv stroke farmacevtske, je bil, da smo vsi, ki zagovarjajo mojo pot, šarlatani in da ogrožamo ljudi. A ćemo govoriti o mafijskih združbah? Lahko. Skratka, ja. To je verjetno en najhujših lobijev na svetu, farmacija, in mislim, da sem s tem vse povedal. Res je. Najlepša hvala za pogovor. Hvala lepa.